na Drini čuprja, na polju opazovalnica. Evo, to sta pa te dva tvoja prijatelja iz literarnega večera. Ja. 3 leta nazaj, oktobra. Ja. Čas hitro beži. Hitro beži čas. To sta Aljaš in Andraž. Aljaš in Andraž, hvala. Aljaš in Andraž. To se sliši kaj narisanka iz 80-ih. Ja, Aljaš in Andraž. V zamegljenem jezeru. A to veš, najstarejši posnetek? Spin-off palčka. Najstarejši posnetek Anžeta Toniča na YouTubeu. Ko sem delal na RŠ, ko smo testirali, pa da bi YouTube kanal naredili. To sem zig že, ne, audio je. A ga najdem, no daj ti govori, jaz ga pa najdem, ga bom predstavil. Čakaj. A že najprej moramo zalaufati to zadevo spet, ker nekaj časa je minilo, odkar smo bila na zadnje. To je res. A veš, kakšen občutek imam, iskreno? Kakšen? Viš, predstavljaj si kmeta, Oh God. ki zanemarja svojo živino. Tako jih imaš dobo nazaj. Pa to je ljubkovalno. Okay. Oprosti, a če reče ženski krava, a je to žaljivo? Zame, kjero kravo pa ti sovražiš? Ja, je. Ni žaljivo. Ti krava, to je tisti ljubimkasto. Ja. Prasica mogoče žaljivo. Ampak krava, oprosti, koza, zdaj mi je žal, da bom to zavrtel. A hočeš slišati? Ovčka. To je na YouTubeu pred 18 leti objavljeno. Pred 18 leti. Slišal boš moj glas na en zelo slab... Ti si starejši kot 18. En zelo slab mikrofon rečem naslednje. Ker nisem vedel, kaj reči, hotel sem samo imeti nek audio posnetek, da bomo posneli in zraven bo moj zelo dober prijatelj Andraž. Zato sem se na to spomnil, Andraž. In sem rekel, čakaj, tole. Andraž ima pa luliko, la. Luliko, Andraž ima pa luliko. Že, takole. Čak, sam nekaj ti povem. Ne, sam jaz ne povem. Ne, takole, ko poslušam, to ni nič kaj drugače kot zdaj današnji podcast. To od tebe. To je to. Konsistenten že 18 let. Ti si konsistenten. Ta stvar ima že 2100 gledov. 2100 gledov na YouTubeu. In pa v spodje komentar pred 13 leti, dislajkali so samo Andraži. Veš, ko se... Tok slabo. Veliko ti pomenijo te stvari. Ja, tako je. Ne, zakaj? Zato, ker s tem Andražem so še vedno zelo dobra prijatelja in potem na vsake tok časa jaz to vam privlečem in mu sporočim, koliko gledov, ne. Je pa novih, tako da zdaj bomo v bistvu zdaj, Andraž, del znanega miljeja, nebeškega svoda slovenskih. Dobom to v zapiske, zato da dajte ljudje klikniti, pa dajte kakšen ogled še, da pa lahko Andre to pošlje. A je to Andraž Dežan? Ne, kdo je pa Andraž, ne, kdo je to? Ja, on iz Eurosong, Andrzej Dežan. Andrzej Dežan, ja, Andraž Dežan. Ti si res prijatelj znanih. No, v glavnem, živino je treba nahraniti. Ok, prosim. Ne, res tako dolžnost imam, ker mi imam ta podcast. Lahko začneva zdaj sta resno zadevo, naprej, z odvetniki. A že kar takoj? Ja, ne vem, ti povej. Jaz sem hotel mal zalaufati, zadevo, ogret mal. Živino. Ne, razumeš, v redu je, nazaj je redna epizoda. V redu je. Edini podcast, ki žali ljudi. Ne žalim, to je meni, oprosti že. Če imaš očitno. Katera žival so zastonkerji in katera žival... Zastonkerji so pa absolutno prasice. To pa so prasice. Ne ljubkovalno. To so pa prasice. Okay. Kaj poslušaš? Pozornico plačuješ? Ne, sam griftam. Sorry. Not my type of person. Not my type of person. Jaz tudi rad plačam. Školiko podcastov plačujem jaz? Koliko? Nobenega. Ampak zato, ker jih ne poslušam. Jaz pa jih. Mindscape poslušam. Ja. Ok, ne moram še enkrat slišati nekaj Mindscape. Ne boš še enkrat. Koga bi tožil? Dej, povej, zakaj se gre? Kaj se dogaja tu? Treba je omeniti incident, ki se je zgodil, kakšen zapusta. To pa je res, ja. To je treba omeniti. Smo bili pa kar šokirani. Ker jaz sem dobil opozorilo na telefonu, na Instagramu. Si dobil notification? Notification sem dobil, ki se je glasil Goran Hrvačanin has mentioned you in a story. Mentioned you in a story. In a story. In sem rekel, kaj se pa zdaj dogaja? Ne.
Ja. In potem sem ta story odprl in sem eno najboljših stvari, ever, v resnici. Maske. Voditeljev podcastov Opazovalnica. Šeme, lahko bi rekli. Ja, šeme. Zdaj, tisti, ki niste videli, jaz sem to dal v highlights, kako se to reče, kako mladi rečejo. Instagram highlights, ne, je tam opazovalnica, highlights in je tam noter tudi so te šeme, kjer je Goran in njegova absolutno boljša polovica, ne, sta se našemla v mene in Jureta, Goran se je vame na šemu in je par detajlov takih, da ima v rokah tipkovnico in pa Nintendo Switch sem zelo spoštoval. Bil je v Larry Bird dresu, kar sploh spoštujem, ne, ki je najbrž moj najljubši njegova soproga je bila pa našemljena v mene. Ampak lahko je en detajl, če poveva. Očala. Ne. A je imela balonar ali kaj že? Malo sem pozabil. Ne, kaj pa je imela? Jaz sem ji komentiral, ker ona mislim, da ima zaklenjen profil, no, tako da to ne more. Jaz sem ji, ki je presep tudi objavila in sem ji komentiral, da, pač, da je mal previsoka, drugač pa super maska. Dej mi umetno dihanje, ko bom umrl od smeha. Čakaj do konca. Ne bom preživel. Čakaj do konca. Res. In pa mi je ona odgovorila, nekaj česar jaz nisem opazil, da če vidim, da ona sedi na knjigi, ona sedi, so da je višja izpadla, ne? Sedela na knjigi. Kar je mene zabavalo, je, da je to ta Tom Cruise v filmih, ki je mogel zmeraj na pručkah stati. Ja, a je to dejstvo? A je to dejstvo? A je to en mit vas bulijev dvometraških? Ne vem, jaz mislim, da je to dejstvo. Z šibkimi imunskimi sistemi. V glavnem, če niste videli tega, pejte pogledat. To mi je polepšalo dan. Lepe šeme. Teden, mesec. Lepe maske. Šeme. Vmes se je zgodil tudi milijonar. Vmes se je pa milijonar zgodil, tisti, ki se pravi, kjera žival plačuje. Plačujejo krave, ovce. Koze. Okay. To so moje živali. Oprosti. Prasice pa ne. Pa opice. Prasice pa ne. Okay. Prasice pa lahko sem v tem uživajo, kar zdaj poslušajo. V glavnem. Jaz bi se najprej zahvalil ljudem v Discordu. Eno stvar bom. Ti bi se zahvalil komu? Ljudem v Discordu, sploh človeku, ki je streamal sem slišal, da ste imeli veselico. Tako prav veselica je bila. Viewing party. Tako kot NBA tekme, ki se pač folk zbijo. V gostilnah, ne pa tako pa gledajo. Sred noči. Ta vibe je bil. Da gledajo unga, ki fali vse. Naprej? V glavnem je, on je streamal. In so ljudje gledali, ker je bilo tako, to me je zelo tudi tako zabavalo, ker je veliko ljudi rekli, da nima več televizije. Ne? Vključno s Hansom, recimo. Ne? To se radi pohvalijo. Mislim, ampak nimajo televizije. Nimajo TV-ja. Nimam naročen TV, ne bi mogli reči. Nimamo naročen. Ne, jaz mislim, da je prav mišljeno, da nimajo televizorja. TV sprejemnika nimajo doma. Jaz mislim, da je tako to. Na čem pa odjemajo na telefonu, na tablici, na kompu, na čemer koli. Film na telefonu. Tak je life. Jaz to ne bi, no. Ampak Ne, to pa ne. Zakaj nihče ni rekel, kdaj to bo točno? To pa tudi meni ni jasno. Kdaj bo to? Pa jaz res ne vem. Ker se jaz izmikam, absolutno, ker to agresivne kampanje, kdaj to bo, jaz še nisem za nobeno stvar doživel. Doživel sem to leta 2006, sem dobil tok fireja v sebe, ker sem vodil Miss Slovenije. Zuno igralko, ki sta bila, kaj Frankenstein? Pa Igor, jaz sem bil Frankenstein. Ti si bilo res next level. Scenarij Miha Šanhar, producent Petar Radović, pod budnim pokroviteljstvom Igorja Pirkoviča. Te sem ti povedal backup team. Jaz sem tiskal res. Ampak jaz sem pokasiral teh 100 jurjev in sem šel domov. Če ti povem naprej. Takrat je naslednji dan to ni bilo. Kam si hotel iti? Ampak takrat, če niso bili, takrat, če ni bilo, mislim, da Facebooka. Najbrž ne. Najbrž si se izognil. Jaz takrat nisem imel, takrat so bili samo RTV komentarji. Komentarji, Pa še kjerkoli so pač komentarji. Na Siolu so pač komentarji.
In to pa takrat pa ni nehal piskati, ker so bili pa notification za komentarje. Na Macu, pač na računalniku. Ja. In ti ni nehal piskati. Ti ni nehal piskati in bil tako hate na hate. Pred tem nisem nič kaj tašnega doživel v lifeu. Tako hate na hate, na hate, na hate, na hate, na hate. Sploh, ker je nacionalka, ne? Ja. Ker se kao plačuje, ne? Kakšen je to program. Tam se sem Ti ste res slabo. Hujš stvari ni bilo v zgodovini človeštva. Dejansko. Razen od tišine do glasbe. Ne, od tišine, sorry. Ne, ko pop sreča klasiko. Ko pop sreča klasiko. Ja. Od tišine do glasbe je dobra predstava. Za ta moment v mojem milijonarju, ko jaz rečem, ti bi to mogel vedeti, si bil v dokumentarcu, ko pop sreča klasiko in tebe dobesedno zatrokera. Bi si dal Emija, sam sebi. Razumem. Ne, hočem samo reči, da sem ful odziva dobil na ta moment. Kao. A ja, si ga? Ja, dejansko mi je ful ljudi pisal, da sem res... Da so videli, da si tako kot buffering se imel v glavi, čisti so ostalo. Ja, človek, hodila sva po tankem ledu, da ne rata opazovalnica. Ja. Jaz mislim, da sva, tako rekel, led ni počul. Led ni počul, ampak je bilo pa težko. Težko, ja, strinjam. Ja. Ker tukaj ti povem, kaj ti gre. Ne? Tam bomo... Veš, pazi, Jaz sem na to računal, ker sem bil tam, da ti boš vseeno mogel furati milijonarja. Vi ste se zabavali, ker ste to gledali, bla. Hecamo se, ono drugo, tretje. Sej so se konc koncev zabavali tudi ljudje. Parkrat ful. Ker sem še enkrat gledal, ker smo gledali skupaj, sem videl zadnji, dejansko je bilo parkrat sva smeh dobila, legit smeh sva dobila, se mi zdi. Tam moraš pa vedeti, ne, doma pa to gleda ne koliko ljudi. Ko pa rekli, pa zakaj pa Godar tako nesramen do tega fanta, za katerega ne vemo, kdo je? To so bili pa komentarji na Facebook strani milijonarja. Zdaj pa. To je pa mene, nisem teh komentarjev videl, ampak kar je do mene prišlo. To sem se pa tako zabavil. Mene je screenshot, da ti povem. Mene je poslal en screenshot. Same stare gospe, ki sem napisal, poglejte si, story sem dal Anžetovo blamažo in sem dobil komentar od ene gospe. Vse je bilo res za zjokat. Viš, to je o mene zabava. Ljudje, stare gospe, ki veš pač, da nima drugega, ki te ve, ne? Kamilce pa prepečenc, ne? In ona to gleda, ne? In ona hoče, ne, sam ne. Mi je pa en sentiment, takole, ki sem ga pa zaznal, tudi tako, ne? Na račun tvojega neznanja. Tako, ko folk komentira, pa kar naenkrat vsi vse znajo. Jaz imam pa kontra izkušnja. Se pa zgražajo. Jaz imam pa kontra izkušnja. Jaz sem pa presenetljivo malo ljudi to dobu, res v resnici. Več sem dobil tega, Kristus, ne. Vsi so se v enem vprašanju najdel, da niso imeli pojma. In pol hitro upravičijo, tudi če vejo tistega, ki ti nisi vedel. A šteješ, kako če ne veš? Štegam. Ker smo dosti je bilo te, kaj je, pepelice, ali ne. Ta Ash Wednesday sem imel kar par ljudi, kako si pa to vedel? Tako, na ta način, pa je to bil kaj, ta tretje vprašanje, po moje, ne. Se mi zdi, da četrti je bil. Po petem je bilo to. Ne, prej je bil. Jaz mislim, da je bil, ne, prej je bil, 100% je bil prej. Zih. Okay. Zih. Ti rej zdaj povej eno stvar. Ali so te odkupili za maskoto pri šestic? Tista slika, priznaj. Roko na srce. Priznaj, slika na moje. Ena najbolj genialnih damage control akcij v zgodovini človeštva. Res, bravo. To je pa genius. Ja. To je pa, ki bi gledal neki od Gibanja Svoboda. Ne smejo biti politični v tem podcastu. To je ena redkih stvari, ki ni politična. Ampak tako je. Če ne veste, zakaj se gre, pojďte pogledati moj Instagram. Bolj se ne bi mogel odkupiti. Vsem. Ne greš pred čestico iskati. Pa kje je zdaj to dekle? Jaz toliko lajkov še nisem imel. Ja, se res to... Da ni bilo kolab, nekaj to, kar delamo mi. Da je bila samostojna slika. Nisem še imel to lajkov, ker na to še stisnil. Iskreno povedano, kakšni so bili rejtingi, ne vem, ampak to, kar je pa na internetu potegnil za seboj, to je pa redko, no. Ja. Redko se zgodi to. Temu se reče pa The Tomič Bump. Ne. Ja. Če naslednjič. Prije še?
To si me na koncu vprašal. Ja sem rekel, Ja, sem rekel, in še prej sem rekel, ne vem če. Ena blamaža je bila dosta, nekaj takega sem rekel. Tako da. Ne, moram pa reči, da če sva lahko tako, ne, za trenutek resna, ne, vem, da je to ne paše opazovalnicam, ampak vseeno. Jaz sem tudi gledal, se pravi, 2 tekmovalca pred mano. Zdaj, če mene izvzamemo iz enačbe, navadna tekmovalca. Gospa pa gospod, ki sta bila pred mano, navadna tekmovalca. Ne. Ti tem ljudem rešuješ življenje. Če mene vprašaš. Ja. Ne res, ker se jim vidi, koliko so nervozni, pa želijo si biti tam, pa veš, imajo to, ta kviz res ima to dramo, se mi zdi, in ljudje, ki to spremljajo in hočejo biti v kvizu, res hočejo biti tam. Veš, ker meni je bilo, jaz verjamem, da za marsikoga je bilo tako, zakaj si sploh šel? A veš, če se vidi, no, ampak jaz sem rešil kaj kot entertainment, pa da dobim tistih 300 € za Lunino vilo, ne? Ja. Ampak, ki so mi bajdove Lunina vila mi je pisala. So mi pisali in so rekli najlepša hvala za reklamo. A ja, niso te oni poslali. Kaj? Niso te poslali oni. Ne, niso me poslali, ne. A ti niso rekli, zakaj pa nisi vzel 500 rajš? Ne, niso rekli tega, ne. Tako da ja, shout out Lunina vila, no. Ampak ja, moram pa reči, da res, ker sploh te dva pred mano, no, ja. Mi je bilo, se nista toliko izkazala, no. Jaz nisem fan. Si to si že zanjšel, ampak ja, hočem se reči, da je drugače to tam v živo videti. Ja, seveda. Jaz sem te ljudi videl tudi prej, pa tudi pol in vidiš, koliko jim to, a ne da gre z neko predstavo, in se mi zdi, da če bi ti bil na kakršen koli način douchebag tam, bi bilo to res grozno do tega folka. No. Ja, zdaj sem to še bolj videl, to hočem reči. Ja, razumem, ja. To zdaj še bolj razumem, ker se mi zdi, da ker sam TV vidiš, rečeš, ok, fair enough, lete, sem je prijazen Godler, pa je tako, ne, pa jih lepo pele. Ampak jaz sem videl pa še ta mal pred vsem skupaj, pa pol vsem skupaj, ne. Ja. Pismo, ja, to je, vidiš, s kakšno težo, s kakšnim bremenom te ljudje, ki pridejo. No, razvedrilno dajo delaš. Ja. Samo to je. Se vem. Ki je naravnana na zelo širok gledalski spektr. Ja. To ni opazovalnica, razumeš, za 15 ljudi. To je... za krave. Za krave pa za ovce. Za opice. Kmečke živali. Neko se imenuje? Domače živali. Ne, to ni v redu. Kmeti? Ne, kva? Kako se imenuje to? Živina. Za živino. Za živino. Opazovalnica. Za živino. Ok, zmenim. No, v glavnem. Ja. Tako. Lepo, no, da je to šlo čez. Ja, jaz moram tudi reči, da sem zelo vesel, da je šlo, da je konc tega. Lepo, da je, ni pa to edina stvar, ki je šla čez. Okay. Kaj je šlo še čez? A lahko dam špico, pa se pol pogovarjamo o Italijani. Špice še ni bilo, pa so že spet na 20 minutah, tako da ja. Ja, pa to ni res. Okay, špica? Jaz imam eno vprašanje. Zdaj, seveda bo to tudi epizoda o Sanremu. Ja, moramo, če je bilo to za nami, moramo pokomentirati. Jaz imam eno vprašanje, naprej začnemo. Maraja. Ja. Ne? Jaz sem videl nek video, ja. Kjer se ona gresta neko tako avantgardo iz Temuja, ne? V smislu neki alu. To sta ona dva nastopala na Sanremu? Ne. Zakaj pa je bilo to pol? A ja, jaz sem pa mislil, da ima to neki Sanremo. Ne, en klip sem videl, mislim, da ima to veze s San Marinom. Za Eurosong. A ja, zato ker kao Slovenije nav. Mislim, da ima to neki veze s tem. Žal ne spremljam. Ok, sem me mislil. Videl sem to. Ki je zelo bilo, tako, kot je bilo. Ja. Ok. Ne, to nima veze s Sanremo. Ne. Veš, to se vidi, koliko spremljam. Pa na Sanremo moraš imeti Mareja, ne? Po moje. Skupaj, ki sta skupaj. Ja, ker je Marjetka pa Rej. Ja. Mareja. Kaj ti ni jasno tle? Kaj ti ni tu jasno? Guru marketing. A ni zgledal Mad Men? Ja. Kaj ti ni tle jasno? Ok.
To je to. Ja. Več se ne da. Jaz sem mislil, da je ona Mareja. Razumeš? Jaz sem dolg časa mislil. Ne, ona je Marjan. Ne. Jaz sem rekel, kaj je ona kdaj bila solo, a pa je ona kdaj bila solo pevka. Tako da ni bila veze imela z Rejo. Mislim, da. Ja, je bila. Ja, mislim, ona je. Veš, to je značne. Nista bila duet vedno, no, po moje, ali sta bila, se ne vem. Ja. Okay. Ona je Marjetka, ki poje. Ja. Mareja. Halo. Alu. Dva aja sta. Mara, AY. Ja, ker je Rej, je R-A-A-Y. Ne moreš biti Rej, ker je preveč podoben gej. Ne moreš biti R-A-A-Y. Slabo. Rej. Ok. Ja. Ok. To tudi nisem vedel, da sta dva aja. Jaz sem sam videl ta alu neki. Ja, to sem tudi jaz, ne vem, aluminij verjetno. Telefon. Ja. Na klipu alu, kao. Halo. Ja. Jaz sem pa mislil. Alu. V katerem jeziku pa je alu. Zato sem mislil, da ima neki, mogoče to Live Door neki, ne vem, kaj jaz vem. Ne vem. Risky stuff. Aha, Maraja na Euroviziji v barvah San Marina. Aha, no, evo. No, promaš, ja. No. Odločiti o tem, kaj jih je nagovorilo k temu, da se prijavijo v izbor za pesem Evrovizijo v San Marino. Ja. Marjetka Vovk se piše, to tudi nisem vedel. Ja, on se piše Vovk. Ona sta poročena. Ja. Ok, v redu. Se kaj ne piše zdaj, vizitka Marjetka Vovk in Rej. Kako pa njemu ime drugač? Kako pa njemu drugač? Joj, čak se je bil sošolc moj. Kje je bil sošolc tvoj? Na srednji glasbeni. Okay. Ali v sporedni. Poti ljudje zberejo, a res? Čaki, Matej. Ja, mogoče Rej, Matej, ne, mogoče Marjetka in Rej. Aha, čak, Rej na Wikipediji sem. Ne vem, kako bo. Aleš Vovk. Veze z Matej. Veze nima z Matej. To je pa Matej Vovk. To je Marjan Vovk. Ne vem, kdo je Marjan Vovk. Nekaj se vam vleč. Model je ime Aleš. To so znani. Aleš, najbrž je Aleš. Vovkov je velik znanih. Vovkov je velik znanih. Še enega znanga Vovka mi reč, ajde. Še enega znanga Vovka? Ja, no da ajde. Peter in Vovk. Anže, Sanremo je bil. Sanremo je bil, igrano Sanremo. Povej mi, okay. Ali si gledal in zakaj nisi? Res nisem gledal, sploh ne vem, kje pa je to. Rajuno. A imam Rajuno, najbrž ga imam. Ja. Imaš si naročen na TV? Ja. Za razliko od najnih poslušalk in poslušalcev, ja. Ki nimajo niti televizije, ki nimajo niti elektrike. Zato pa poslušajo poslušalce. Ki polnijo na sončne celice svoje iPhone. Ne, nimajo iPhone-ov, pocen Samsung je. Ne to dobre Samsung je, to pocen Samsung je. A Huawei spada na high rang? Ja, v bistvu. Ja, v bistvu, ja. Ampak Huawei dela tudi kompe. Tudi. Pa bazne postaje. Ti so že vse testiral. Ja. Pretestiral. Ja. Sprobu. Ja. Kaj se splača? Ne se splača. To je vse skupaj drek. Okay. V glavnem Sanremo. 76. Sanremo je bil po vrsti. Okay. Ki sem si ga... Matej Vovk. Ne morem pozabiti. Prosim, da mi pogugli, kdo je Matej Vovk. Ok, no da ti govori Sanremo po Matej Vovk. Kaj, 76. izdaja? Ja, tako je. Matej Vovk, drugo inštaliranje pri gradnjah, Matej Vovk, SP. Matej Vovk, SNG Opera in Balet Ljubljana, stalni član solističnega ansambla. Kada si to vedel? Ja, odkje bi pa vedel za Mateja Vovka? Zato, ker si rekel Matej, tako si rekel Matej. Ne, to pa ni res. Okay. Mislim, ker meni ta prvi rezultat je drugo inštaliranje pri gradnjah Matej Vovk, SP. Tudi ta je znan. Okay, a si ti kar reklamo naredil za en model, za en SP, ja. Dej še za naslov epizode, Matej Vovk. Ne moreš celega, da drugo inštaliranje pri gradnjah, vejca Matej Vovk, SP, iz Ljubljane. Ja, tako da, evo, to je to. Senčila Vovk je Matej Vovk. A tudi? Tudi Senčila Vovk, Matej Vovk, SP. Veš, mogoče pa iz tega vedel. Lej. Ok, no daj. V glavnem, povej. 76. festival, ki sem si ga budno ogledal. Ja. Zakaj si ti prinesel nek Bravo, ali kaj je to? To ni Bravo, to je Sorrisi e Canzoni, TV spored. TV spored, ki ima speciale 14 pagine sul festival.
Kot to 40. Ja, 40 strani. 40 strani Sanrema. Viš, kako je to debelo? Ja, vidim, a viš, da je to na televiziji, kot je tle? To je vse v Sanremu, lej. Ti si res kot upokojenc. Poglejte. Vse, ki sem šel v supermarket, ki sem to kupil, ker jaz grem vedno na samo postrežno. In pip, error, ni sploh zaznal tega. Po mojem nimajo naštimano. Ja, tako. Tako vejo, da unke to kup gre valjda na blagajno. Ja, gre na blagajno in sem tam ena mlada punca imela kar narodno. Sem rekel, če imam problema, izkuzi. Če imam problema, izkuzi. No, pa je pa ona vnesla ročno not. No, v glavnem priporočam, je še v trgovini, zdaj je petek, ja, je še ta stara izdaja, ker sem že v soboto kupil od prejšnjega tedna, tako da zih je še. Sorrisi e canzoni, na prvi strani je zmagovalec, Sal da Vinci. Sal da Vinci? Sal da Vinci je ime zmagovalcu. Moram reči, da ne zgleda kot legitimen pevc, no. Ja, če je čefur, italijanski. Kaj pa to pomeni? Ja, to so me naučili zamejski Slovenci, da so napolitanci italijanski čefurji, ne? Ker je iz Napolja, z juga, ne? To so, pa vse ga vidiš. Vse ga vidiš, rasist. Pa me je to v redu. A ja, ti je lep, ti je všeč. O pesmi meni je govorim. To v redu, si rekel. O pesmi. Meni je to v redu. Ja, pač. No, zgleda Kataljan. Vse to tako že več let govoriva, bolj temni fantje so tebi všeč. Zgleda Kataljan. Ja. No. Bolj taki temni, pa tudi ta Jackie, Zavčko. Ja. No, zdaj pa tako. Meni je to v redu. Ko je bila prvi večer. A si ti gledal Hit the Rivalry? Ne. Prvi večer, ko je bil, ko se je začel, je bil zelo dolgočasen in prvi večer je bilo vseh 30 tekmovalnih skladb. Okay. In jaz sem rekel za 3, da so mi blizu. Tudi tvoj Loverboy tam, ali ne? Je bil on med njimi? Ta komad je bil prvi, ki sem rekel, da je hud, ker je skomponiran. To zdaj, to veš, da ali govoriš resnico? To je prvič v zgodovini, da se je zgodilo. Da si ujel? Prvič v zgodovini. Okay, no to zdaj ti verjamem. Ker zmer do zdaj so zmagali ti razni reperčki pa pripovedovalci o brenkanju. To je bil prvi. To je bil prvi. Ker je zmagal tiste nekaj let nazaj Mahmud. Sem rekel za tisti komad, nekaj najbolj nagraženega, kar je bilo na Sanremo festivalu in je zmagal pol. Tukaj si dal din. Ja. Tukaj mi je bil pa ta, ki je zmagal, ker je ta napolitanski slog, ki je že mal... Ta melosti sede, ne? Skor grški. Ja, mal temni fantje, kosmati mogoče. Anže. V glavnem. Drug je bil Fulminači. Fulminači. Jaz bi ti te skladbe zdaj dal za poslušati, ne, da boš... Kaj slišal, kaj bom pa slišal, no da jajde. Ja, da boš slišal, kako je to zvenelo. No da jajde, bo to mogoče celo not pustila, glede na to, da bo tako slabo se slišal, kot že doma iPad. Ne bo se imam iPad. Ok, ja, to je ful dobro. No daj, ajde. Kaj poslušamo zdaj? Zmagovalno skladbo. Ja. Sem to bo ven vrgel. A nekaj nimaš... Ok, dobro, sem slišal. Moš refren slišati. Viš, tako je bil zmagovalni komad. To je lep komad. Ok. A slišiš? Slaj razumem. Ok. Redo. No, in besedilo je slaboumno zelo. Kaj pa to pomeni? Ja, govori o zvestobi, o poroki, o prstanu, o večnosti in tako. Tako besedilo je iz 1400. V glavnem. Druga skladba, za katero sem rekel, je ta Fulminači, ki mi pa to je en tak pevc. A že spet tip? Ja. Že spet, to je pa zanimivo, ker lani vem, da so bile bolj ženske v spredju. Pa sem rekel, Godler, Bing, Godler, ne? Govorimo o skladbi. Rajo dama. Lep refren. Viš, to je bil pa ta komad. Okay. Lepa popevka, melodična. Razumem. Po vseh regelcih, ki grejo. Okay. Tam je bil na drugem mestu. Okay. Potem je bila pa ena. Evo, vse sem vedel. Ja, potem je bila pa ena. Čak, sam povej mi, kako je ta prvo modelo ime? Sal da Vinci. Sal da Vinci. Si.
Okay, to je ta prvi, ne? On je zmagal. To je prvi po mojem izboru. Okay, ne. Kjer je bil ta drugi model, popevka? Fulminači. Fibonacci. Ja, se gledate. Tudi nek tamen model z brčicami. Zanimivo. Okay. In ta tretja je pa? Ta tretja. To pa zdaj ena, ne vem kako se izraziti, da ne bom vulgaren, ampak kaj bo pa to zdaj? To je pa narit vrgel. Ko je ime? To je pa... Ko je ime? To je pa baba. Se sem vedel, da nekaj tam. Ditonela Piaga. Kva? Ditonela? A to je ime? Ditonela Piaga? To pomeni sol na rano. Prst v rano. No, to je pa on brand za Godlerja. To je pa ženska in pol, by the way. To je pa, ok, v redu. Je imela pa zelo eksperimentalen komad, ampak tako hud komad. Ok. Che fastidio. Čak, in njen umetniško ime je sol na rano. Kaj? Ja. Ampak v eni besedi. Sol na rano. Torej. Ja, ampak oni rečejo prst v rani, po italijansko. Nimajo sol, imajo prst. Ja. Prst v rani je. Ja. Prst v rani je njen ime. Yes. Ja, ne, kot. Tak, arci. Finger in the wound. Ja. A univerberation of the Italian phrase Ditonela Piaga. Si. Oh my God. No, njen komad je pa ta. In to je tebi dober, ta tehno. Bolano. Ok, v redu. Ja, ok. Ti si v bistvu, ja, ti si najbrž res gej. Poslušaj to. Jaz mislim, da je to tak gej anthem. Ok, v redu. Zdaj sam gledam še... To je baba, ne? To ni Ditka Haberl. Ja. Ne vem, kdo to je. Ne veš, da je Ditka Haberl. Ne, da je to. Dobro. Mogoče pa boljš, če končamo. Da je kar konc. Na tej točki. No, kakšen se ti je zdaj overall, to veš, da ljudje zanima. Kaj misli? Drugi večer je bil že boljši. Aha, ok. Tretji večer je bil tudi. Gost je bil Eros Ramazzotti, pa Alicia Keys. Alicia Keys? No, to sem hotel, ker se pravi, ni bil več Russell Crowe, ni več zaželen. Nagajal je. Tehnika je nagajala, sta glih 5 začela skupaj, ona na klavirju, on zraven in je ven vrgel in so mogli tu reklame, pa take zadeve. Ker nagajal je smešen. Ti to malo težje podoživljaš, če se take stvari dogajajo. Pa ne, sem tako, ker temle voditelju Karlo Conti v mal dol visi, ne, za to že, ker drugo leto bo že drug. Aha, okay. On je bil 2 leti zdaj. Pa Laura Pausini je za njim vodila. No, ampak kakšen ti je zdaj overall? Overall v redu, pol razen prvega večera, ki je bil res tak slov pa anemičen. Dueti in coveri, to je pa boš pa link dal. Ok, do. To je pa ena izmed, veš, kaj so dueti in coveri. Ja. Nažalost se tega spomnim, da si že razlagal. Ja, to je... Nažalost, nisem želeno tega gledal. Dueti in coveri pač... Ja. Vzamejo tekmovalci ali tekmovalke, poleg sebe še nekoga in izvedejo en cover. Ja. No, in kdo je? In tekmovalka... Finger in the wound? Ne. Ne. Ona je zmagala na Cover Night, ker je imela Toni Pitoni, to je prišel z njo. Sprednost moram reči. Pač to je, ker je z njo pel, Toni Pitoni in sta pela Lady is a Tramp. Ne. Fact. Toni Pitoni. No. Jaz sem se tudi smejal. Je lega modela, Toni Pitoni. Toni Pitoni obstaja. To je tok narobe. Zakaj? Zato, ker je Toni Pitoni. Toni Pitoni. To masko je imel, kot ima očala pa lase. Toni Pitoni, veš, kako dobro ste odpela. Veš tega reči, da se ne moram. No, v glavnem. Okay. Res vrhunsko. Se kleje z njo na sliki. Vrhunsko ste odpela. 204,000 lajki. Kva je to? Odpela sta The Lady is a Tramp. Ta komad meni ni blizu, ampak odpela ste ga pa vrhunsko, s koreografijo in z vsem. Toni Pitoni. Ja.
No, moj najljubši cover. Ja. To se pa kresal. Ja. To je očitno neka Ker utihno je. hvalnica lezbičnosti, ampak je res lepo bilo. Jaz vem, da si ti deep down LGBT ally. Poslušaj, Ja. Levante, ta ena tekmovalka, Levante. je Okay. z Gajo, to je druga pevka, ki je lani tekmovala. Gaja, zelo opazovalnica. Ja. In sta odpele duet od Gianna Nannini in Mavski. Mastski. Okay. Stari, to je bilo pa. Jure, to je. Vemo, zakaj sta to počeli. Ne? Ja. Poglej to. In na koncu sta si lupčka dala in je kamera odrezala v stran. Gasen, vem, razumem. In pa takoj nazaj na njih. In Ja. lahko najdeš še nekje na klipih, ki so ljudje posneli. A ja, drugače ni uradenega. Ne. Ja, ne vem. Koliko Ne. so te pa to ubili? A ni to lepo? No? Ja, zelo lepo. Poslušaj, Ja, le zdaj, ko bo modulacija gor, ja. le kako lepo pojejo. Ja. Noro, noro. No, to, ja. to je bila najboljša točka letošnjega sanima. Okay. Za moje pojme. Levante, evo, Imaši featuring Gaja, visual video. Sem najdel to dobro. Visual video. Tako piše. Te so mi najbolj Tako všeč. piše, tako piše. Visual videi. Tako piše, da je visual video, karkoli to pomeni, se že objemata. Ne, to je pa posnetek iz vaje, to sem jaz vse preštudiral. Verjamem. To ni nič, to je samo par klipov, ki se ponavlja. Verjamem, da si. Verjamem, da si. Yep. Ja, res. To je bilo nekaj najlepšega. Čak sem, da viš ta kiss. Ja, a kako so odrezali? Ja. No, da vem, ko so odrezali, zdaj se one dve pojeta, zelo sta skupaj. Zelo sta skupaj. Res sta skupaj in so odrezali. Res slabo. Ja. So te prikrajšali. Lušne punce. Ne? Ja, to si upam reči. Najbolj nadrealistična točka. Ja. To je bil dan, sobota je bil dan, ko je Trump napadel Iran. Ja, Iran. To je bilo v soboto, je tako? Mislim, da je. Ja. Ampak 14 dni nazaj. Ja. Ne. Ne, teden. 10 dni nazaj. 10, ja, okay, ja, tako je. In na ta dan, veš, cel svet, veš, da je Andrea Bocelli. Ja. Gost je bil, ampak ni prišel kot pride človek na oder. Dober večer, z nami je Andrea Bocelli in pride na oder. Kamera je prerezala ven na ulico in je prišel na belem konju, slep človek. Do vhoda in potem je šel s konja dol in je šel not. Andrea Bocelli na belem konju. To je eno od teh treh, ki so bili pa Varoti. Ne. Ne, a ni on? Ne, ni bil del treh tenorjev. Nikoli. Tisti je bil Domingo, pa Varoti, pa Carreras. A ja, ok. No? A res, a jaz sem mislil, da je ta del tega. Ne, pa bi bili kvartet, če bi bil šel zraven. V glavnem. A pa je tenor on? Najbrž ne, pol. Ne vem, kjer glas. Ja. Jaz ne maram te muske, ne maram teh modelov, ki se derajo. Ne maram te fake sentimentalnosti, no. Teh arij, ki. Sam bej stran, dej mi Imaski in ti dve. Te dve, ki se ljubčkata in to je to. Ja, se rabijo se ljubčkati, no. Ampak lahko pa tudi, če jim paše, seksi. V glavnem, no. In prije tako, ker je nekdo posnel story, tako cel svet, OMG, tretja svetovna se je začela, med tem Italijani počeli na belem konju. San Remota ne zanima kontekst, očitno ne. Ja, tale je bila na koncu pa tretja Ditonela Piaga v svojo pesmijo. Ja. Na koncu. No, ne morem čez ta ime. Ja, da v bistvu narediš prstorani, v eno besedo daš in to bom jaz. Ja, zanimiv. Mislim, res zanimiv. To je legit zanimiv. To me bolj zanima, kot mogoče komat. Pa sem šel pa, ker nisem prepoznal, seveda, sem šel na Spotify in sem poslušal njene skladbe, zato to so nore skladbe. A res, ok. Ampak posebne, no, niso to popevke. Popevkaste, to so take eksperimentalne skladbe, ampak še zmeraj se pa vidi, da dela nekdo, ki ima malo smisla. Okay. Veš, čudi me tako, zdaj sem se pa sploh letos spraševal, ne? Ja.
kako ljudje različno, pa ne samo pri glasbi, dojemamo, a ne? Ker, pazi, Okay. s čim ti dojemaš, a je tebi TV serija, skladba, Če se dve slika? ženski poljubljata, pa sem fan. To je moj nivo. Ne, jaz tebe sprašujem. Ja. Ne, kaj je tisto, ker to ni enoznačnega odgovora, a ne? Ne, seveda ne. Ker če imaš ti, ne vem, nekoga, ki celo življenje Čuke posluša, pa ne da je to kaj narobe, ampak če posluša Čuke celo življenje, To je kot Seinfeld, ne? kaj? Not that there's anything wrong with that. Ja, Ja. ne, a on tako reče. Ni važno. Seinfelda nisem gledal Ja. nikoli. Okay. In takmu človeku daš pol komat od Dito Nella Piaga, Ja. ki je fastidio, pa bo rekel, ko je pa to za sranje. Fastidio, kaj pomeni? Nuisance. Aha, ok. To. Parla italiano. Je fastidio. Dor. Do? Nič. Dora. Dor, leave Dor. Ja. Ker Dora je hrvaški izbor za Eurosong, mislim. Ja. Ja. Dora. Pesem za Eurovizijo. V glavnem, a veš, to hočem povedati, ne? Ja. Ker potem so pa ljudje, ne vem, nekdo se zelo spozna na slikarstvo, pa vidi eno sliko. Kaj je potem tisto objektivno, da je ta slika lepa? Po kom se zgledujemo? Če se dve živalita. Ali pa ko odprejo za televoting. Ja. Ker naenkrat daš raj za odločati, tako Ja. kot na volitvah. Ja. Da najslabška lahko narediš. No, ampak gled, ti si bil zelo zrajo, ne, v sinhroniziran zrajo letos. Jaz opažam, da je ljudem predvsem pomembno, da vidijo, kdo izvaja, pa kako izvaja, s kakšno energijo nastopa metu. Jaz lahko samo remo po radiju poslušam. Razen in maski. To pa moraš Ne, gledati. to pa moram To pa gledati. moraš gledati. Idiot. Ne gre sa eno pa help, a greva eno pa help. Ja, pa, a nismo, nisi še špice spustil. Sem špica že bila, si pozabil. Ja. No, daj. Ajde, eno pa help narediva ali pa dva, pa greva pa še v Dupo Barbo, ki jo dobijo samo, kaj so te, kako zdaj sem pozabil, ki dobijo samo opice. Sateliti. Ja, ne, in obe opice, satelitki. Ja. krave. Tako, ja. Tako. So pa obstajajo ljudje, ki so se naročili na opazovalnico samo zaradi milijonarja. Ne? Tako da, Tako, ja. No, ajde. točno tako. A si se odločil, kaj boš prebral za Opa Help? Zdaj moram zavračati, ker na tem svojemu iPadu štrca. Čeprav prej je rekel, jaz imam Opa Help, če ti ne skrbi, bom jaz. Zdaj moram pa govoriti, kaj bere vprašanje sprot. Seveda. Ker jih je dosti novih prišlo, no? Pravic povedan, res jih ni malo. No, daj, ajde. Opa Help, Jure Godler, let's do it. Ja. Ja. Prst v rano. Kaj moram še reči? Za božjo voljo preberkaj. No? Prvo kot prvo. Ja. Opazovalnico poslušamo Bundi. Ja, prav sta slišala, da ne bo dilem. Ja, sam spodi si pa naga. Ne vem, kaj pa če je tip. Ni. Ni. Dalje Anže, če bi bil Ja. tip, ne bi zbral vprašanja. Okay. Dalje Anže, ZHE. A si se zdaj podpisal ZHE? Ne. A tudi kot spisal svojim prijateljem v Ameriko, ne? Ja. Kaj jih imaš tam po Apple ali kje? Ali ne, kje imaš že neke prijatelje, Ja. no, rekel si, da imaš ene frende. Da se poznaš s Timom Cookom. A lahko malo manj hrkanja ob napadih smeha, ki se roko na srce včasih sliši kot prašiči bojni klic. Ja, jaz se opravičujem. Prašiči bojni klic. Jaz se opravičujem, ker včasih mi ne znese. Se pa opravičujem, se tudi jaz tega zavedam. In na svet Ja. za oba. Vse bolj se mi dozdeva, da sta ujeta v omejenih okvirih svetovljanstva, stalno promovirata in se navdušujeta nad Ameriko. Hollywood, Vegas, bla, bla. A se navdušujeva? vse. Omenjava veliko, ja. da bi pa rekel enkrat, kako je to fajn, pa ne vem, da se ne spomnim. No? No, takrat, ko smo imeli uno epizodo, ki so rangirali za satelite, recimo, A, za dopust? destinacije, A ja, ja, dopust, ja. Ja, vem. Ja, ampak okay. Dobro. Italijo, Nemčijo pa Anglijo. A tudi celo to ni več dobro za njo. Kaj bi pa ona? Kaj? Mislim, da je tip. Ne, naprej. Mogoče je čas, da se ozreta onkraj teh mej, recimo Azija, vzhod, pa tudi širša Evropa. Super, res. Ful me Poljska zanima iz zadnje čase. Kaj pa s Poljsko narobe? Češko, Čehoslovaško.
češko-slovaško. Moje vprašanje se zato glasi: navedite zadnji dober film, serijo, ki ste ga gledala in ki ni angleški, ameriški, italijanski, slovenski, mogoče kak film iz Life festivala, če kdaj zaidete v Cankarjev dom, na Life pa ne. Jaz vem, Triangle of Sadness. Triangle of Sadness je izjemen film, to je ta Šved. A si gledal ta film? Ta film ti mogo gledati, res dober. O čem govori? Zelo, ne znam ti čisto povedati. V bistvu tako na hiter gresta en par, ki sta dva manekena, maneken pa manekenka sta par, in gresta na eno križarjenje z ladjo in potem se stvari dogajajo. Na križarjenju? Ja, res dober. Res eden boljših filmov, ki sem jih videl v zadnjem času, in je švedski film. Je pa res, da noter igra Woody Harrelson, ampak Woody Harrelson noter igra tako stransko vlogo. Pač. Kapetana ladje igra. No? Evo, to Woody Harrelson je igral v Indecent Proposal z Demi Moore, pa z Robertom Redfordom. To je film. To je film. Tiskamo Robert Redford ponud koliko milijon, če lahko spi z njegovo ženo. Ja. Hollywood je včasih kar fucked up. Fucked up? Ja, to je brezvezna premisa. To je brezvezna premisa. Ja, ampak ona dva si življenje ustvarita, postavita. Ti si res slabo. Ajde, ena stvar, ki ni Zahodna Evropa ali Amerika. Takeshi's Castle. Sicer ni film pa serija, ampak je pa TV oddaja. Ok? Takeshi's Castle. Lep pozdrav Snowwalker. Je to lep pozdrav Snowwalker. To je Snowwalker. To je Snowshoeing, po moje, to nek tvoj sekta model. Ajde, daj še enega, pa gre pa na to po barbo. Ajde. Pozdravljena. V eni izmed preteklih epizod me je gospod Godler izjemno presenetil, kot to on zna, seveda, ko je kot svoje najljubše jed navedel okonomijaki. A to sem v opazovalnici povedal. Ja, ja. Sam sem se v jed zaljubil med potovanjem po Japonski, vendar v Sloveniji še nisem zasledil, da bi kje to stregli. Zato sprašujem vas, Godler-san. To se ti pa dopade, ne? To se ti dopade. Ti je rekel Godler-san, se ti kar dopade. Ja, tebi je pa kaj rasistično. Godler-san. Ne, ok. Godler-san. Ja. Kako za vraga ste prišli na okonomijaki in kje pri Bogi s svetem lahko to v naših koncih naročiš? Hvala za odgovor, Aljaš. Ja. Pa se lahko naredimo reklamo, kaj povemo, kje pač. Lahko poveš, kje je. Jaz sem to naročal še nekaj let nazaj, samo ob ponedeljkih, ker ostale dni to ni bilo na voljo pri Sato Bento. Ja. Na Kotnikovi. Sato Bento, ok. Ja, samo ob ponedeljkih je bilo, ne vem, zakaj niso ostale dni tega delali, ker jaz bi to skozi naročil. Ampak bilo je pa tam, ne vem, a so samo v ponedeljkih to, da se jim je splačal za kosilo ali ne kaj. Ja. Ampak vedno sem naročil. In v ponedeljkih na Voltu, če so odprl njihov meni, je bilo to noter, ostale dni pa ne. Okay, nisem bil pa nikoli osebno tam. Aha, jaz sem pa bil parkrat, da se to bi. Tam je zelo na osko. Zelo na osko. Zato meni všeč, ki je tak weird lokal, pač, ki je v Mladina centru, tak zelo jugoslovanski vibe, pa imaš pa eno ful dobro japonsko restauracijo, no tam je tam ok. Res dobro. Ja. In tam sem to jedel. Potem sem pa to še jedel v Zagrebu. V eni ne vem več, ko se je. Evo, le človek, ki misli, da ne marava preostale Evrope. Ne? Ja. Ja, ne. Sem Zagreb, ni Evropa. A je to že Evropa? Sej, mesto. Dobro, ajde. Živijo. Pišem vam takoj potem, ko sem si ogledala Anžetov nastop na Milijonarju. Jure kot voditelj vedno nastopa zelo ljudno in pomaga tekmovalcem, se strinjam. V tem primeru je skoraj da ne odgovarjal kar sam, kar on pač. To je smešen. Najbolj pa se mi je vtisnil v spomin, kako vesel je zgledal Jure ves čas, točno tako, kot zgledamo vsi, ko nas v službi obišče prijatelj. Ja, res, jaz nisem dolgo tega vajba. Jaz tudi nisem tega vajba dobu. Okay. Zato se mi je porodila ideja, da bi moral tudi Jure priti na obisk v službo Kanžetov. Zanima me, kakšen obisk bi to lahko bil in kje bi te lahko obiskal. Vprašaj, lep pozdrav Tadej. Ja, ne, doma na bolniški, ne? Okay, tako da mislim, da ne, mogo bi prijeti. Mi da bi mogla biti enkrat v etru, če bi nama to ratalo.
Kam bi mogel prijeti? Tako v etru vala 202, veš, da bi se tam sem bil že velikrat. Ja, ampak ne, mi dva skupaj, da bi bila, razumeš? Ja, to. Tako, da bi bila neka ta ista uzurpacija. Da bi uničila dokončno ta program. Tako. Zanima me, katero pisalo gospod Godler uporablja pri pisanju sprotnih komentarjev v oddaji Radio Gaga, seveda takrat, ko je tudi vabljen v oddajo. Zdaj sem stalni član od letos, od januarja že. Okay. Zdi se mi, da je to pisalo odporno na padce in hitre zapiske. Tudi sam bi ga uporabljal. Lepe pozdrave, Jošt, verjetno misli moj. Gre za en flomaster. Iz japonskega Amazona. Ni Persol, ampak je Persol, to so očala. Je pa zelo... Ti ok danes? Perol. Perol. Flumaster, Perol, ne boš se spomnil. Ne vem, če se bo spomnil. V zapiskih bo vsekakor. Mi boš res poslal link. Ok, v redu, ti verjamem, ajde. To je to v bistvu, ne? Zdaj greva pa midva, zdaj bova pa šla midva... Berol marker, pač flumaster. Ok. Berol. Bom dal Berol marker, Coral marker, to je firma v bistvu. Ja, markerji so pač razne imajo, ampak jaz imam tega pač črnega, ki je za... Berol pen, se vidim. Ja, v bistvu so flumastri. Flumastri. Sem najdel eno spletno stran, kjer jih imajo, tako da Jošt... To je angleška zadeva, mislim, da. Če te zanima, lahko pogledaš. Naprej. Zdaj pa greva, to je to. Opazovalnica, piše opagovalnica. Nekdo se je zmotil. Je resnično dosegel status kulta. Dobro jutro, dečko. Gojko Ajkula in njegova punca sta bili zamaškar voditelj opazovalnice, s tem smo začeli. Ja, vama je bila maska všeč, ta odgovor že veste. Okay, ne vsega, zdaj pokurno umiraš. Zdravo, okay. RTV SLO, športnikom v olimpijskih vaseh v vsega 3 dneh pošlo kondomov. Italijanski organizatorji priskrbeli le 10,000 kondomov. Jure, prosim, razloži, hvala. Lepo tedaj. Kaj ni razložen? Zdaj gre. Kaj ni razložen? Kaj sem jaz odgovoren za slabe navade? Imaš kaj pripravljen za to po barbo? A imaš sploh kaj pripravljen za to po barbo? Nimaš, ne? Seveda imam. Imaš, dejansko? Lekaj, res neki prinesel. Okay. Zdaj gremo pa v Dopo barbo. Kaj je Dopo barba? Dopo barba je dodatek vsake epizodi, ki jo dobite, če podprete opazovalnico. To lahko naredite na aparatus.si pošiljnica podpri. Res najlepša hvala vsem, kaj so že govedo. Goveda. Goveda, okay. Ki ste podprli in pa ne prasice, ki niste. Dopo barba je to, kar prasice zdaj noje slišale. Tako. In zdaj bova šla v Dopo barbo z edinim posnetkom. Hotel še kaj o Sanremu, pa to. Ne rabaš več, vse o Sanremu smo zvedeli. Zdaj bova šla v Dopo barbo z edinim posnetkom, ki je ok. A hočeš slišati ali ne? Seveda, ampak sem najprej te vprašam, ker ta je bila ena gostja, večer. Ok. A to zdaj še ni Dopo barba, to so zdaj še pregrifte. In tako, pač ljudje blizu meni. Ja. Kdo je tebi blizu? Ja, mene par izbranih ljudi imam, s katerimi komuniciram prek dark web. V glavnem. In ko je ona prišla, sem rekel, jaz pa sem rekel, kdo je to? In dejansko nisem še prej videl in pa je iz enega druga sveta, ne iz Italije, ne iz... Ime je Irina Šajk. Ja. A ti je to znano? Ne. Teb tudi ne. Ne. A bi mogel vedeti? Neka manekenka. Visoka, više od tebe. Ni više od me. Je, 2,50. Ker je bila više od Karla Kontija, ki je toliko visoko, kot jaz, by the way. Okay. In od Laure Pauzine. Jaz sem mislil, da ti pa njo poznate. Če bi njo videl, da bi rekel, lejo, to je pa ta... Ne, pojma njo, kdo je to. A sam to si mi hotel povedati. Ja, zanimalo me je, kaj pa poslušalke in poslušalci vejo, kdo je to? Še enkrat reči ime. Irina Šajk, ki sem gledal, koliko ima followerjev na Instagramu, pa jih ima 100 milijonov ali ne koliko. Res, ok. Ja, to je prvič slišal. Irina Šajk. No, da jim dol še to v zapiske. Irina? In je hotela po italijansko govoriti in je bilo na nivoju... Irina Šajk, pa res. Ok, vidim, da je res manekenka. Ne? Aha, to je zdaj politično korektno rečeno, kaj?
A bom prevedel jaz, ali boš ti? Ja, lahko ti prevedeš. Ja, evo jo. Ja, okay. Prvič vidim, prvič slišam, vidim, no, nisem vedel, da to je. Jaz sem pri takih milijonažih. Dejansko 23,8 milijonov. Pri takih milijonažih followerjev to mora biti neka batina. Ali miš, da ima plačane followerje? Okay, a miš, da je njen account doživel kibernetski napad? Okay, jaz sem zdaj dal Naga, če lahko. Opazovalnica, poslušam Naga. Ok, evo nas v Dopo Barbi. Jure, kaj se dogaja v Dopo Barbi? Ljudje so čakali. Kaj se dogaja v Dopo Barbi? Nič lepega. Okay. Nič lepega. Okay. Svet je na robu vojne.